zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu je še natanko 51 dni. Že danes pa vemo, da bodo slovenski olimpijci v Pjongčangu uspešni, prepoznavni in seveda lepi. Zato s ponosom predstavljamo slovensko olimpijsko kolekcijo Pjongčang 2018. Verjamem, da ste zelo radovedni in da že komaj čakate, da zagledate prve kose te olimpijske kolekcije. Če pomislim na olimpijske igre v Sočiju, se spomnim, da je bila bunda, ki so jo nosili slovenski olimpijci, takšna, da so se na njej izjemno lepo svetile medalje vseh barv. Za nekaj uvodnih besed o sklepnih pripravah na olimpijske igre in o enotni podobi slovenske olimpijske reprezentance prosim predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez, gospoda Bogdana Gabrovca. Dober dan, dobrodošli. Lepo zdrav vsem skupaj. Ravno sem kolegu Petko rekel, kaj izvirnega lahko danes rečem ob tem, ko nestrpno čakamo dogodek, ki se je na zelo ustrezen način zgodil pred 4 leti oziroma nekaj več. Kot to, da se tudi jaz veselim, ker še res ne poznam, gledam Murovca, pa ne vem, če mi verjame, pa resnica, nove kolekcije. Namreč ta, ki je bila predstavljena v Sočiju, je bila izjemna. Moram tako reči, sem bolj pristaš tega, kar pomeni vsebino, se pravi rezultatov in pa tistega, kar se dogaja pri športnikih. Vendar je videz reprezentance izjemno pomemben in verjamem, da smo v teh letih snovanja ujeli ali pa imamo takšne barve, ne da so samo prepoznavne, ampak so tudi zmagovalne. In verjamem, da bo ta zmagovalnost prenesena tudi v Pjongčang, seveda z željo, da se uspehi ponavljajo, ne bom pa rekel ponovili. Hvala lepa. Zmagovalne barve, hvala lepa. Hvala lepa, gospod Gabrovec. Olimpijska kolekcija Pjongčang 2018 je oblikovana in narejena ekskluzivno za olimpijsko reprezentanco Slovenije. Kolekcijo so izdelali v podjetju PIK, oblikoval jo je Sandi Murovec. Sandi Murovec, ko ste snovali to kolekcijo, ste lahko črpali iz uspešnih kolekcij za pretekle olimpijske igre, morali pa ste seveda slediti tudi sodobnim trendom. Kaj je bila osrednja nit, osrednje vodilo kolekcije? Najprej lep pozdrav sem skupaj, seveda. Gospod predsednik je naredil že zelo pravilen uvod, ko je rekel, da smo v teh letih od Londona pa do danes postavili predvsem identiteto skozi barve. Mislim, da Slovenija je dolgo časa iskala tisto prepoznavnost, kar pa je zelo močen faktor potem pri samem pristopu k oblikovanju. Zdaj, ker smo to ravno postavili, če tako rečem, se seveda težko sprehajamo čez neke linije v ekstravaganco, ker bi s tem takoj brisali pot. Mislim, da je z tega stališča zdaj naloga dokaj lahka. Enostavno peljati ta trend naprej, mislim, da je Slovenija zdaj po teh oblačilih in predvsem barvah prepoznavna. Kar pa se mi zdi še bolj pomembno, pa je, da na ta način ne postavljamo samo identitete športnika, ampak tudi navijača, kar je izjemno pomembno. Še posebej, ko je potrebno ta rezultat oplemenititi, jasno, brez navijačev tega ni. In mislim, da danes, kamorkoli pridemo na prireditve, oddaleč vidimo, kje so Slovenci, kje sedijo Slovenci in kje navijajo Slovenci. Prav res, ampak športniki so vseeno v ospredju, zelo dobro jih poznate. Poznate tudi njihove zahteve, tudi njihove muhe včasih. S katerim delom kolekcije, s katerimi kosi ste jim še posebej skušali ustreči? Sreč sem sam tudi športnik in zelo veliko se gibljem na mednarodni sceni in tam sem si vedno želel, da bi mi tudi v tem pogledu izstopali, predvsem, da bi bili potrebno samozavestni. In enostavno, ko se lotevam potem teh oblik, razmišljam, kako, na kakšen način bi morda izpadali še boljš, kljub vsemu drugačno,
ampak kot sem predtem rekel, z neko res pravo mero samozavesti, ki jo imamo seveda glede na vse osvojene olimpijade, kolajne, upravičeno. Zdaj, v tej novi kolekciji mislim, da ravno ta bunda, ki jo imam na sebi in zato sem jo dal gor, je eden tistih kosov, ki bo najbolj navdušil, namreč je zelo široko nosljiv in tako za prosti čas, kot za navijače, kot za vse spremljevalce in mislim, da so se ga že tisti, ki so ga videli, že vnaprej veselili. Ja, prav res. Vsi vemo, da so oblačila včasih v olimpijski vasi tudi valuta, ne, da se to tudi menja. Se pravi, je to ta kos, ki mislite, da bo šel najbolj v promet? Ja, absolutno. Tukaj bi morda izpostavil, pred 4 leti smo se ukvarjali z nacionalnim simbolom ali postaviti zastavo na oblačilo ali ne, oziroma kako. Nekateri so imeli pomisleke, ali bo to zdaj kazilo ali ne bo, ampak mislim, da smo že v Sočiju pokazali, da ta zastava izjemno lepo pristoji in tudi na prosti čas smo jo zdaj dodali, tako da kjerkoli se gibljete, da vas ne bodo zamenjevali. No, kakšni bodo še vedno sicer uspeli. Hvala lepa, Sandi Murovec, že komaj čakamo, da si ogledamo vaše delo. Hvala Uživajte. lepa. Ja, kar 8 medalj so slovenski športniki osvojili na zadnjih zimskih olimpijskih igrah. Upamo, da bodo uspešni tudi v Pjongčangu. In zdaj pa res preverimo, torej, kakšna je bunda oziroma puhovka kot podlaga za medalje. Dame in gospodje, predstavljamo nacionalni komplet. Oblačila iz nacionalnega kompleta bodo slovenski športniki nosili na otvoritveni slovesnosti 9. februarja in tudi na zaključni slovesnosti 25. februarja. V njih bodo prejemali medalje. V teh bundah bodo opravljali vse uradne aktivnosti na prostem in vse medijske nastope na prostem. V njih bodo tudi navijali za druge športnike. In ko govorimo o drugih športnikih, z veseljem na našem odru pozdravljam poletna olimpica, triatlonko Matejo Šimic in kanuista Benjamina Savška. Še dobra novica ob tej res čudoviti puhovki, ki je na voljo tudi v prosti prodaji. Si navijači lahko mislite tudi o vratni šal, ki ga nosi. Mateja ima stilizirano podobo Triglava, pletene rokavice tudi vidite in pletene kape na voljo na prodajnih mestih Petrola in Mercatorja. Posebno doživetje na olimpijskih igrah je tudi bivanje v olimpijski vasi. Zdaj le razkrivamo, kakšni bodo slovenski športniki v drugem domu. To, kar vidite, je ogrevalni komplet. Oblačila iz ogrevalnega kompleta so namenjena vsem neuradnim aktivnostim na prostem. Športniki jih bodo nosili v olimpijski vasi in v ogrevalnih conah na tekmovanjih. Izpostavljam tanke ogrevalne hlače, ki imajo celo stransko zadrgo, to je zelo praktično. Vidite tudi športni puli in seveda pletene rokavice, zanje lahko stiskate pesti oziroma v njih lahko stiskate pesti za slovenske športnike. Nacionalni in ogrevalni komplet, torej, hvala lepa. Zdaj pa prosim, da se mi na odru pridruži vodja slovenske olimpijske reprezentance, gospod Franci Petek. Dober dan, dobrodošli. Ja, dober dan. Olimpijske igre so nekaj posebnega, tudi športniki iz individualnih športov čutijo to pripadnost reprezentanci, ne? Kako pomembna je z tega vidika enotna podoba, to, da športniki že nedaleč vidijo, kdo je naš? Ja, zelo. Kljub temu, da prihajam iz individualnega športa, zdaj iz športnega vidika povem, je brez ekipe pravzaprav noben individualist ne more ali pa zelo, zelo težko uspe. Kar se pa tiče enotnih oblačil, nekih uniform, ali kako ne rečem, je pa to... Olimpijske kolekcije. Olimpijske kolekcije, je pa to res tista samozavest,
da se počutiš enakovrednega in to je pomemben del, čeprav vemo, da tista vsebina na samih terenih moraš pozabiti na vse, tudi na oblačila, ne kako izgledaš, ampak kako boš izvedel. Ampak je to pomembno, s kakšnim nabojem ekipa nastopa. Olimpijci bodo za pot v Južno Korejo dobili tudi velike torbe z vsemi temi oblačili, tudi torbe bomo predstavili. Kakšna pa bi si želeli, da je njihova popotnica sicer? Predvsem naj verjamejo vase in se počutijo najmanj enakovredne z drugim, obenem pa tudi spoštujejo druge. To je tisto, kar si želim, da bi vsak v sebi uspel nekako nositi s sabo vse do olimpijskih iger in še naprej. Petek oziroma Frajtak je zaenkrat najbolj vroč priimek v skakalni karavani. Kako ocenjujete začetek sezone in kako pričakujete enega od vrhuncev? Zanimivo, recimo skakalci imajo zelo, zelo zgoščen urnik, kar veliko vrhuncev v tej sezoni. Najprej bom na petka komentiral. Frajtak, petek, ja. Veste, mi ko doma navijamo, zmeri rečemo, zdaj gre pa še naš. In potlej naša najmlajša je zelo huda, ker ona ne navija za njega. Tako da njo malo dražbo. Kar se pa tiče skokov, zdaj v moji vlogi, kakršni sem zdaj, se včasih rajši izogibam komentiranja samo skokov, ampak vseh, pa vseeno skakalci sigurno še iščejo tiste prave realizacije, bom jaz bolj rekel, ker skoke je bilo že moč tudi dobre videti, take konkurenčne. Sicer sem pa prav ta vikend, ko je Žan Kranjec osvojil tretje mesto, sem napisal, pa se niti ne spomnim komu, ampak enemu izmed naših krogov sem napisal, no poglej, počasi se sestavljajo. Ja, do februarja je še nekaj časa, še dobrih 50 dni, kot rečeno. Hvala lepa, Franci Petek, uspešno delo želim in vse dobro. Dame in gospodje, Franci Petek, tudi nekdanji vrhunski športnik in zato on in verjamem, da tudi vsi vi zelo dobro ve, da so športniki zahtevni, da veliko dajo nase in da jim ni čisto vseeno, kaj dajo nase in tako je tudi prav. Zdaj je torej na vrsti poseben komplet, ki mora biti udoben in kakovosten. Predstavljamo nacionalno trenerko. Trenerka je izdelana iz posebnih materialov, ki omogočajo lahkotnost, zračnost, elastičnost in ob športnih aktivnostih niso le atraktivnega videza, temveč tudi zelo prijetnega občutka za nošenje. Olimpijci bodo oblačila, ki jih vidite, nosili na uradnih aktivnostih na prostem in v zaprtih prostorih. V njih se bodo gibali po olimpijski vasi, opravljali medijske nastope na prostem in v zaprtih tekmovanjih. Uporabljali jih bodo tudi na tekmovalnih nastopih in ob obiskih drugih tekmovanj. In ker zna biti na olimpijskih prizoriščih v notranjih prostorih precej toplo, v ta komplet sodi tudi polomajca s kratkimi rokavi. Majico s kratkimi rokavi bodo torej dobili slovenski olimpijci. Imamo pa še nekaj asov v rokavu. Še 3 komplete bomo predstavili. Zdaj le tistega, v katerem se bodo športniki tudi precej potili. To so aktivna oblačila za trening. Aktivna oblačila za trening so namenjena neuradnim aktivnostim na prostem in gibanju po olimpijski vasi. Tekmovalci jih bodo nosili v ogrevalnih conah na tekmovanjih ter zelo pomembno na treningih v olimpijski vasi in izven olimpijske vasi. V kolekciji ste zagotovo opazili kapuco, ki jo nosita Benjamin in Mateja. Glede na vreme je kapuca zelo dobrodošla. Imamo pa seveda tudi kratke hlače in kratko majico in ovratni trak zložen v šal.
Videli smo torej oblačila, ki jih bodo slovenski olimpijci nosili med treningi in med ogrevanjem. Nekateri športniki se za pripravo na tekmovanje ali pa med ogrevanjem zelo radi zaprejo v svoj svet, nadanejo si slušalke, poslušajo izbrano glasbo in verjemite, da je njihov glasbeni izbor precej pester. Naš glasbeni izbor za danes pa je Kataja. Don't know just how it happened. I let down my guard, swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming, caught me by surprise. Wasn't looking where I was going, I fell into your to my crazy world like a cool and coming breeze. Before I know what hit me, baby, you were flowing through my veins. I'm addicted to you, hooked on your love like a powerful drug. Can't get enough. Lost in your eyes, drowning in blue, out of control. What can I do? I'm addicted to you. When night blows in through the window, dances round the room, got me hypnotized. I'm getting high on the perfume. Oh, I couldn't last without you one night. Oh, baby, I know I'll go insane. Before I know what hit me, baby, you were flowing through my veins. I'm addicted to you, hooked on your love like a powerful drug. Can't get enough. Lost in your eyes, drowning in blue, out of control. What can I do? I'm addicted to you. I'm addicted to you. Oh, I'm addicted to you. Oh. Kataja, hvala lepa. Olimpijska kolekcija Pyeongchang 2018 je oblikovana in narejena ekskluzivno za olimpijsko reprezentanco Slovenije. Kolekcijo je oblikoval Sandi Murovec, izdelali so jo v podjetju PIK, predstavili smo že oblačila za uradne slovesnosti, za treninge in ogrevanje, pa tudi za medijske obveznosti. Športniki se v času olimpijskih iger povsem posvetijo svojemu nastopu, a vseeno jim privoščimo tudi kakšno prosto minuto. In tudi v prostem času bodo slovenski olimpijci prepoznavni in zelo trendovski. Predstavljamo aktivna oblačila za prosti čas. Oblačila so namenjena neuradnim aktivnostim na prostem, gibanju po olimpijski vasi. V teh oblačilih bodo slovenski športniki preživljali prosti čas. Ne bo ga veliko, zato upam, da ga bodo dobro izkoristili. Morda bodo v njih tudi plesali. Oblačila za prosti čas. Zvezda tega kompleta je tanka prešita puhovka, ki jo lahko kupite v hipermarketih Mercator ali na prodajnih mestih Petrola. Tanka prešita puhovka v temnomodri in zeleni različici. You're my delight, lady.
kos aktivnih oblačil za prosti čas, tudi pokrival, ne manjka, pletena kapa, pa trak in seveda obratni šal, ki ga včasih tudi uporabimo kot pokrivalo. Aktivna oblačila za prosti čas. Ker je res pomembno, da bodo slovenski športniki v olimpijski kolekciji sproščeni in samozavestni, dodajamo še en komplet, to so oblačila za prosti čas. Podložen jopič s kapuco, izstopajoči kos so džins hlače ter seveda obvezna športna kapica. Tudi pulover, da ne bo koga zeblo, čeprav je kot rečeno jopič podložen in deluje zelo toplo. Oblačila, ki jih vidite, bodo slovenski športniki nosili ob neuradnih aktivnostih na prostem, pa za sprehode po olimpijski vasi. Od športnikov je seveda odvisno, kako bodo preživljali svoj prosti čas, ampak verjemite, da na olimpijskih igrah tudi med prostim časom ne morejo početi vsega, kar si želijo. Vsi skupaj torej upamo, da bodo slovenski olimpijci v Pjongčang odpotovali s čim boljšo popotnico, zagotovo pa bodo lahko vse svoje stvari skrbno zložili v tole torbo in nahrbtnik. Oblačila za prosti čas slovenskih olimpijcev. Olimpijci bodo torej pripravljeni in verjamem, da bomo februarja pripravljeni tudi navijači. Kar nekaj energije so različni že vložili v to, da bi nas čim bolje pripravili na našo navijaško nalogo. Pa poglejmo zdaj skupaj, kako navijamo za naše, kako so si to zamislili pri Telekomu Slovenije. S ponosom predstavljamo nov način navijanja. Najprej nam bo gibe pokazala Ilka. Gremo. Za začetek ujemite ritem in se dobro ogrejte. Nato nadaljujte s ploskanjem. Naj vas vsi slišijo. Sledi zbiranje moči z dvigovanjem rok. Vse od tal navzgor. Za konec še pokažite utrip srca za zmago Slovenije. Skupaj ponovite vse gibe in jih združite v navijanje za naše. Zdaj ste pa vi na vrsti. Prav ste jo slišali. Hvala, Ilka. Naj se navijanje za naše začne. Telekom Slovenije. Naj se navijanje za naše začne. Vi ste na vrsti, ampak ker smo danes zelo prijazni do vas, smo vam nekako vam bomo malce pomagali. No? Povabili smo posebnega gosta, ki je odličen v navijanju, ki se znajde na vseh prizoriščih, ki je vedno lepo oblečen in predvsem za danes zelo pomembno ima manekensko postavo. Dame in gospodje, to je Lisjak Foxy. Z njim, seveda. So clap, 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 so clap. Foxy se že od nekdaj najbolje počuti v družbi navijačev, z njimi najraje deli svojo energičnost in igrivost, včasih tudi preseneti s kakšno šalo ali trikom. Je zvest in goreč navijač, ki zagovarja timski duh in spoštuje prave športne vrednote.
Te želi prenesti na vse, ki ga spremljate. Foxy sabo nosi tudi vrečko z darili in pa malega Foxyja. Te Foxyje si boste lahko kmalu omislili januarja, se pravi že čez nekaj dni, si boste lahko Foxyja vzeli tudi domov ali v avto. Foxy, predlagam, da se še enkrat sprehodiš morda, pa pokaži še malega Foxyja. Najbrž vas tudi zanima, kaj ima v vrečki. V vrečki pa ima slikanico Foxy in športni duh v spletni trgovini OKS in v prodajalnah mladinske knjige. Lahko dobite to slikanico, ki je lepo darilo. Foxy ima v vrečki tudi posebne olimpijske zapestnice, tudi sama sem si umislila eno. Z nakupom teh zapestnic na Petrolu prispevate za fundacijo za športnike iz socialno ogroženih okolij. Foxy ima toliko energije, da bi lahko plesal do februarja. Foxy, predlagam, da daš še petko, morda petku. Potem se bova pa poslovila. Hvala lepa, lisjak Foxy. Naša olimpijska maskota Foxy. Zdaj pa stopi malce k meni, prosim, imava še zares pomembno nalogo. Vsi skupaj smo zelo veseli in ponosni, da bo tako kot v Sočiju Slovenijo tudi v Pjongčangu zastopala hokejska reprezentanca Slovenije. Zelo smo veseli družbe Tomaža Razingarja, nekdanjega kapetana slovenske hokejske reprezentance, ki nosi aktualni dres za olimpijski turnir. Svetovni kanuistični prvak Benjamin Savšek pa razmišlja, da bi divjo vodo zamenjal za zmrznjeno vodo. Beni, vsekakor bomo držali pesti tudi zate. Tomaž nosi moder dres za domače tekme, Beni belega za gostujoče tekme. Saj veste, da mora hokejska reprezentanca imeti dve opravi. Aktualna oblačila slovenske hokejske reprezentance za Pjongčang 2018. Vodstvo hokejske reprezentance, torej selektor in njegova ekipa, morajo po pravilnikih nositi obleke. Zato so jim v Modijani pripravili izbor odličnih, elegantnih moških oblek Pierre Cardin, ki jih bodo kombinirali s srajcami blagovne znamke Casa Moda. Slovenska ekipa se bo borila v močni ekipi reprezentanc in zato so v Modijani poskrbeli, da bo tudi vodstvo delovalo enovito in močno. Ko boste vodstvo hokejske reprezentance zagledali vse elegantne ob ogradi, se spomnite, da so oblačili Modijane, kamor nakupom vabijo tudi vas. Dame in gospodje, to so torej oblačila slovenske hokejske reprezentance za naledeno ploskev in za spodbujanje, vodenje, navijanje tik ob ledeni ploskvi. Predstavili smo torej slovensko olimpijsko kolekcijo Pjongčang 2018. Slovenski olimpijci bodo zagotovo zelo prepoznavni in to nam je všeč. Veliko smo v predstavitvi omenjali tekmovališča, pa olimpijsko vas. Je pa še eno prizorišče, kjer bodo slovenski olimpijci lahko s ponosom nosili svoje komplete in to je Slovenska hiša. Velika zmaga za Slovenijo že pred začetkom iger, saj je Olimpijski komite Slovenije skupaj s partnerji uspel pridobiti imenitno lokacijo za Slovensko hišo, ki bo v Alpensi, blizu vseh ostalih pomembnih hiš. Slovenska hiša bo stičišče športa, gospodarstva in turizma. V njej bodo potekali pomembni sestanki in seveda tudi slavja ob medaljah. Upamo, da čim večkrat in čim dlje v noč ali jutro.
Glavni partner OKS pri projektu je Kolektor iz Idrije, ki ima edini med slovenskimi podjetji tudi tovarno v Koreji. Nazadnje se je Slovenija na igrah s takim projektom predstavila leta 2010 v Vancouveru, v letošnjem v smučarskem središču Alpensija pa sodeluje okrog 30 podjetij sončne strani Alp. Vsi, ki bodo delali v slovenski hiši, bodo pripravljeni prav na vse dogodke. Tudi zato je poskrbela Modijana. Predstavnike slovenske hiše so v Modijani oblekli v blagovne znamke Lee Cooper, KVL in Time Out. Najbrž se strinjamo, da oblačila za dekleta in fante, ki bodo delali v slovenski hiši, da res morajo biti takšna, da bodo pripravljeni za vse in kot pravijo v Modijani, so poskrbeli, da bodo lahko svoje dinamično delo opravljali brez težav. Da me prosim še enkrat aplavz za vse, ki bodo delali v slovenski hiši. Spoštovani, olimpijska kolekcija Pyeongchang 2018, ki so jo v podjetju PIK izdelali ekskluzivna za slovensko olimpijsko reprezentanco in jo je Sandi Murovec oblikoval tako, da se bodo športniki v njej počutili močno in samozavestno, bo živela tudi izven olimpijskih prizorišč. Zato bodo poskrbeli navijači in upam, da tudi vi. Videli smo že, kako navijamo za naše, zdaj pa predstavljamo še navijaški komplet. Lahko nosite kadarkoli in kjerkoli. Navijaško majico, šal, kapo, rokavice, pa tudi tanko prešito puhovko, športno kapo. Lahko kupite na prodajnih mestih Petrola in v Mercatorju. V Telekomu Slovenije so sestavili koreografijo za navijanje. V tej navijaški opravi boste lahko slovenskim športnikom pošiljali še dodatno energijo in spodbudo, ki jo bodo v času iger zagotovo potrebovali. Omislite si lahko tudi posebne navijaške zapestnice. Kupite jih na Petrolu, s nakupom prispevate za športnike socialno šibkih okolij. Že zdaj hvala vsem, ki boste z nakupom navijaškega kompleta dokazali, da resnično podpirate slovensko olimpijsko reprezentanco. In zdaj že enkrat poglejmo celotno kolekcijo zima 2018, Pyeongchang 2018. Slovenska olimpijska kolekcija Pyeongchang 2018. In oblikovalec Sandi Murovec. Zdaj ste lahko mirni in prepričani, da bodo slovenski olimpijci v Pyeongchangu čudoviti. Hvala, da ste si vzeli čas in svojo prisotnostjo dokazali, da resnično podpirate slovensko olimpijsko reprezentanco. Prijetno nadaljevanje današnjega torka želim in uspešno delo še naprej.